Kidričevem imajo nov, sodoben zdravstveni dom. Občina nima denarja za širjenje mreže mestnih vrtov. Mariborski vaterpolisti so v finalu državnega prvenstva. Pozdravljeni. V občini Kidričevo bodo odslej deležni kakovostnejše zdravstvene oskrbe. Na mestu, kjer je nekoč stal otroški vrtec, so v enem letu zgradili nov zdravstveni dom. Gre za projekt javno-zasebnega partnerstva, pri katerem je občina zagotovila zemljišča in denar za pritlični del, kjer so prostori zdravstvenega doma. Partner pa je vložil v gradnjo 2 nadstropij z 18 sodobnimi stanovanji. Projekt je vreden skoraj 2,5 milijona evrov. Občani so bili ob vstopu v nove prostore zdravstvene ambulante zelo presenečeni. Mislim, da je to dosti več bolj opremljeno in da bo to dobro. Prvič, v redu vidim, da se kar vredi. Ja. Prej je bolj slabo bilo, tako bolj male place bil, pa skupaj smo se stiskali. Zelo sem presenečen napram stare zgradbe, ne. In zdravstveno osebje ni primerjave glede na delovne razmere v starem zdravstvenem domu. Gre za prostore splošnih ambulant, 2 splošnih ambulant, ki imata status referenčne ambulante, potem gre za nove prostore patronažne službe, nove prostore laboratorijske službe in seveda nove prostore otroškega in odraslega zobozdravstva. Prav tako fizioterapije, ki pa sicer ne deluje v sklopu zdravstvenega doma Ptuj. Ko smo pričeli se pogovarjati zdaj v mojem mandatu o novem zdravstvenem domu in sem šel do zdravnic, se pogovarjal z zdravniki, sem rekel, gledajte, tukaj imate arhitekta, narišite vsi, kaj želite. In danes odpiramo takšen zdravstveni dom, kot so si ga narisali oziroma po željah zdravnikov oziroma osebja zaposlenem v zdravstvenem domu. Z novim zdravstvenim domom so pridobili tudi nove zdravniške ekipe. Stari objekt pa ne bo dolgo sameval, saj bodo v njem uredili varovana stanovanja in dnevni center za starostnike. Varuh bolnikovih pravic Franci Prosnik v svojem poročilu za leto 2013 ugotavlja, da se nanj z vprašanji, dvomi in pripombami obrača nekoliko manj bolnikov kot pretekla leta. V Mariboru sicer delujeta še 2 zastopnika pacientovih pravic. Skupno so obravnavali dobrih 1400 primerov, največja težava pa ostaja slaba komunikacija med bolniki in zdravstvenim osebjem, zaradi katere prihaja do nezadovoljstva in nesoglasij. Na varuha se je lani obrnilo 557 bolnikov, ne vedno z nerešljivo težavo, kar pogosto je varuh zgolj bolnikov vir informacij, ki bi jih sicer naj dobil od zdravstvenega osebja. Slaba komunikacija je namreč še vedno ena najpogostejših kršitev bolnikovih pravic. Je možno in po kakšnem postopku je možno, naprimer, zamenjati osebnega zdravnika. Ali je kje drugje krajša čakalna doba za to ali ono operacijo. Varuh opozarja, da mora bolnik pred vsakim posegom dobiti natančne informacije o posegu, o možnih zapletih in posledicah ter o morebitni alternativni rešitvi. Tudi o tem, kje lahko opravi določeno preiskavo, če je primarna ustanova ne izvaja oziroma kje lahko pride na vrsto hitreje. Pogosto pa se zgodi, da bolniki pred posegom niso seznanjeni niti s tem, ali jim ga zavarovanje krije ali ne. Sicer pa je na splošno področje zobozdravstva področje, kjer so bolniki najmanj informirani o tem, katere storitve sodijo med standardne, ki jih krije zavarovanje in katere so tiste, ki jih je potrebno doplačati. In to se ne zgodi tako redko v prepričanju, da zdravstveno zavarovanje to pokrije, pa ne pokrije. Druge najpogostejše kršitve se nanašajo na primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo ter na obveščenost in sodelovanje. V pisarni varuha bolnikom skušajo pomagati rešiti spor mimo sodnih poti, saj je to ponavadi dolgotrajen in mučen proces za bolnika. Pri tem jim pomaga mediacijska pisarna na področju zdravstva. In varuh z omenjeno pisarno aktivno in uspešno sodeluje, tako da paciente spodbuja in usmerja k tovrstnemu načinu reševanja nesporazumov. Po oktobra sprejeti direktivi, ki ureja področje čezmejnega zdravljenja, pa je še vedno veliko nejasnosti, katere zdravstvene storitve lahko opravimo v tujini, da bomo upravičeni do povračila stroškov zdravljenja. Med pomembnimi nalogami na domačem terenu pa je, tako Prosnik, nujno urediti sistem, ki bo ostarelim omogočal primerno oskrbo na domu, potem ko zaradi socialne stiske številni zapuščajo domove za starostnike.
Čez nekaj dni bo znana odločitev v prvi izmed tožb, v katerih banke terjajo poplačilo posojil od mariborske nadškofije. Danes se je z zaslišanjem prvega moža banke Raiffeisen namreč končal sodni postopek, v katerem banka toži nadškofijo Maribor za dobrih 7,5 milijonov evrov. Kot je znano, banke zdaj na sodišču skušajo od obubožane nadškofije iztožiti, kar se še da, a doslej so bile tudi pri dražbah neuspešne. Raiffeisen banka je gospodarstvo Rast posojilo dala v letih 2005 in 2008 za nakup delnic Zvona 1 in kot zavarovanje vzela kar te delnice, kot je bila takratna bančna praksa. Ni bilo na začetku nobenega problema. Kasneje, ko je vrednost zavarovanja za kredit padla, je banka seveda zahtevala dodatno zavarovanje. Takrat jim je nadškofija Maribor v imenu gospodarstva Rast v zavarovanje ponudila patronatsko izjavo, češ da je to največ, kar jim sploh lahko dajo. A gre za posebnost, ki se v našem prostoru uporablja izjemno redko. Izjava je namreč lahko podobna poroštvu ali garanciji, ali pa gre samo za moralno obvezo, kot zdaj skušajo dokazati odvetniki nadškofije. Patronatska izjava je nezavezujoča pravna izjava, ki sta jo podpisala nepovlaščeni osebi. Torej vztrajate, da nima nobene pravne vrednosti? Vsekakor nima iztožljive pravne vrednosti. Mi smo jo pač sprejeli in smo verjeli, da bodo obveznosti poravnane. Danes bi sicer pred sodišče morala stopiti tudi nekdanja škofa Franc Kramberger in Anton Stres, ki pa sta podala le pisni izjavi. Škofa sta se zavedala, da je takšna izjava pravno nezavezujoča. Razsodba bo v tem primeru toliko zanimivejša, ker naj bi mariborska nadškofija na podoben način zavarovala kredite še najmanj pri 2 bankah. Krajani Sladkega Vrha v občini Šentilj pa bodo očitno še naprej brez varovanja domačih gasilcev. Predsednik poklicnega gasilskega društva Paloma Sladki Vrh Silvo Fišer se danes na okrajnem sodišču v Mariboru ni uspel pogoditi s predsednikom Gasilske zveze Slovenske Gorice Samom Vrtinom. Pravda je bila burna, a brez konkretnega zaključka. Narok so zato preložili. Gre za edini tovrstni primer v Sloveniji, da gasilci ne smejo priskočiti na pomoč, ker so od avgusta lani izključeni iz Gasilske zveze. Mi smo se tu srečali na enem poravnalnem naroku, na katerem smo ena in druga stran po burni razpravi ugotovili, da obstaja možnost poravnave pod določenimi pogoji. Vsi moramo stremeti k temu, da se rešitev čim prej najde, oziroma da bo rešitev taka, ki bo omogočala vsem nam čim prej posredovati. Močan veter v Podravju ni povzročil večje škode. Gasilci so že sinoči odstranili večino na cestišča padlih dreves. Poskrbeli pa so tudi za dele streh, ki so jih odkrili močni sunki vetra. Poškodovanih je bilo nekaj električnih drogov, tako da je na območju Elektra Maribor brez električne energije začasno ostalo 1200 gospodinjstev. Skoraj vse napake na omrežju so do zgodnjega popoldneva odpravili. Strah mi ne bilo samo pijano, mi pa ne, še sama, brate. Podirale so se drevesa, padali so drogovi. Pomembno pa je v bistvu tudi, da še omrežje po februarski ujmi ni v celoti sanirano in je zaradi tega bolj ranljivo. Zdaj pa k drugim temam. Predsednik Zdravniške zbornice Andrej Možina je danes sklical sestanek odgovornih institucij glede zdravljenja 2-letnega dečka Reneja, ki se je rodil z deformacijo stopala. Odločili so se, da pridobijo mnenje z Dunaja, nato se bo še enkrat sestal zdravniški konzilij. Po besedah direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje bodo upoštevali in plačali tisto zdravljenje, ki ga bo Dunajski referenčni center predlagal kot najprimernejšega za dečka. Sledi pregled drugih domačih novic. Na okrožnem sodišču v Murski Soboti je bil danes narok za začetek stečajnega postopka Aha Mure. Stečaj je zahtevala davčna uprava, ker je podjetje za neplačane prispevke zaposlenih dolguje okoli 5 milijonov evrov. Sodišče se je odločilo, da bo sklep o stečaju izdalo čez en teden, saj sta se stranki v postopku dogovorili še za 5 delovnih dni odloga. V tem času bi solastnica podjetja poplačala zdaj že več kot 6 milijonov evrov dolga za poravnavo prispevkov delavcev.
Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je marca znašala 13,9%, kar je 0,3 odstotne točke manj kot februarja in pol odstotne točke več kot marca lani. Stopnja se je na mesečni ravni znižala v vseh starostnih razredih, najbolj med mladimi. Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v gradbeništvu, zmanjšalo pa se je v dejavnosti oskrba z vodo ter finančnih in zavarovalniških dejavnostih. Marca se je prvič zaposlilo ali samozaposlilo skoraj 2400 oseb, od tega je bilo skoraj 20% tujcev. Sindikat delavcev energetike Slovenije bo zaradi slabih razmer v energetiki zaostril dialog z vlado. Menijo, da je slovenska energetika, predvsem elektrogospodarstvo, pred velikimi izzivi. Ne le po investicijskem ciklusu, ki ga je zastavila tako v termo kot hidrodelu, temveč nujno potrebuje tudi skupno sodelovanje vseh, predvsem zaposlenimi, menedžmentom, upravljavci in tudi politiki. Minister za infrastrukturo in prostor, ki opravlja takoče posle, Samo Omerzel, se je zaradi vroče teme subvencij za prevoze dijakov in študentov srečal s predstavniki Študentske organizacije Slovenije. Rešitve, ki bi zadovoljile vse, niso našli. Vlada je študentom obljubila denar za subvencije za 3 mesece, študentska organizacija s tem ni soglašala. Če do konca meseca vlada ne bo našla denarja, bodo morali študenti in dijaki junija plačati polno ceno vozovnic. Študenti zato že napovedujejo demonstracije. V Sloveniji je okoli 50 rejcev polžev. Zaradi donosnosti postaja dejavnost vedno bolj priljubljena. V Radljah ob Dravi nastaja ena največjih polžjih farm pri nas. Prvojato polžev bodo namestili junija. Obiskali pa smo tudi polžjo farmo v Radušah pri Slovenj Gradcu, kjer po enem letu obratovanja jeseni pričakujejo prvo večjo letino polžev. Če med celato dodamo polže, se njena vrednost poveča za vsaj 4-krat. Reja polžev prinaša največji donos na hektar zemlje, odkupuje jih italijanski inštitut. Barzna cena od 4 do 6 evrov. Za slabe 3 tone težko letino polžev to znese dobrih 13 tisoč evrov. Kmetijska dejavnost zahteva resno delo, to je, in pa predvsem sezonsko delo, tako da ne smemo gledati, da je to en hiter zaslužek. Investicija je velika, se že v par letih povrne, zato so se 4 mladi podjetniki lotili podviga polžereje na kar 2 hektarjih. Bilo je nekih drugih stvari tudi v opciji, ampak pri tej so številke kazale največ zelenega. Poleg Italijanov v manjši meri računajo tudi na slovenske kupce. Če smo se navadili vseh, kako bi rekel, Turkov pa ne vem česa, se mislim, da se mu tudi polžal. Nekaj koroških restavracij že ima na meniju. Ponavadi se najavi, jer nisu svi navajani da jedu. To je opet specialitet. Ki je tudi zelo zdrava. Pridelava je ekološka, polže spitajo v enem letu, jedo le sadje in zelenjavo. Pred prodajo jim odzamejo hrano, da se izpraznijo. Ko so čiščeni 10 do 14 dni, jih potem spakiramo in pripravimo za transport. V Italijo, kjer jih pojedo okoli 40 tisoč ton na leto. Poskusimo, zakaj. Prvi polž v življenju. Večljiv. Pa bom spita. Če ste drzni, jih lahko poskusite še sami. Poročamo pa tudi o projektu Urbani vrtovi, ki so zapuščina Evropske prestolnice kulture. Potem, ko sta zaživeli 2 skupnosti vrtov, zdaj projekt miruje. Mariborska občina je bila namreč skupaj s Centrom alternativne in avtonomne produkcije neuspešna na evropskem razpisu, ki bi omogočil nadaljnje širjenje vrtov. V Borovi vasi je v teh dneh najbolj živahno. Vrtičkarji imajo polne roke dela. Tukaj je približno 80 vrtov. Svoj kos zemlje približno 3 leta obdeluje tudi Hermina. Ceneje ni, pravi, a je zelenjava bolj zdrava. Krompir, ohrovt, korenje, cvetačo, zelje, kumrce, paradižnik, vse. Na svoj vrt čaka vsaj še 200 vrtičkarjev, a nadaljnega širjenja vrtov za zdaj ne bo. Ni denarja. Ureditev 500 novih vrtov na 5 hektarjih občinskih zemljišč bi omogočil evropski denar, a je bila občina na razpisu neuspešna. Ko bomo preučili skupaj s CAP-om, kaj je šlo narobe oziroma razlog za takšno oceno, kot je bila podana, se bomo prijavili, vkolikor bomo ocenili, da bi lahko bili uspešni na razpis, ki bo predvidoma v začetku poletja.
Projekt bi moral imeti koordinatorja, poudarjajo na CAP-u. Vrtičkarji bi potrebovali strokovno pomoč. Potrebujejo nekega moderatorja na začetku, nekoga, ki nekako ta proces spremlja, vsaj v prvi fazi. Druga stvar je, da so ekološki vrtovi, se pravi, potrebujemo neke agronome, ki izobražujejo ljudi na področju ekološkega vrtnarjenja. V letošnjem občinskem proračunu je dovolj za ureditev približno 20 vrtov v Novi vasi. Postavili bodo ograjo, sanitarije, rezervoar za zbiranje deževnice, klopi in mize ter lope za shranjevanje orodja. Pri kulturi smo. V Lutkovnem gledališču Maribor so na oder postavili zadnjo premiero v tej sezoni. Priljubljeno ljudsko pripovedko Zlata ptica. Po ljudskih motivih jo je za lutkovni oder priredil in dramatiziral Nebojša Pop-Tasič, režiral pa Silvan Omerzu. Razbudite se, jabolka ni več, kje si tatni skotni? Zlata ptica je ena najbolj priljubljenih ljudskih pravljic. Govori o kralju, jablani in 3 sinovih, ki se odpravijo na pot, da bi ujeli zlato ptico, ki krade zlata jabolka. Je pravljica o dobroti, pa tudi pohlepu, človeških skušnjavah in modrosti, ki jo v zgodbi pooseblja medved. Zlato ptico je pripravila uveljavljena ekipa lutkovnih ustvarjalcev, ki je v Mariboru uprizorila že nagrajeno predstavo Salto Mortale. Moram reči, da zelo rad delam pravljice in tudi rad delam te ljudske zgodbe. Sem že počel do zdaj, je pa res, da jih je treba nekako obdelati, nekako jih je treba obrusiti. V tem primeru sem se pač odločil za igranje več vrst lutk, se pravi ročne lutke, javajke in marionete, to pa glede na prizore. Zlata ptica je zaživela kot lutkovno izčiščena predstava s tipom uprizoritve, ki je blizu ljudskemu, pa tudi poetičnemu. Različni tipi lutk zahtevajo od igralcev spretnost animacije. Javajke so pač znane po tem, da so tako bolj izrazne, a ne bolj take plemenite in so fino uporabljene za kralje tukaj. Ročne lutke so za te mlajše fante, ki so nekako bolj taki mladostni pa okretni, in potem za te magične prizore je pa Silvan uporabil marionete, ki so pa tako, se reče, kraljica lutk, ki pa nekako najbolj pričara to vzdušje. Estetski vidik predstavi je poudarjen z likovno zasnovo. Pomembna soustvarjalka celote je glasba. Z večplastnostjo besedila so v Lutkovnem gledališču ustvarili klasično, a tudi moderno lutkovno predstavo, namenjeno najmlajšim, v razmislek pa tudi odraslim. Pred pregledom mednarodnih novic še šport. Državno prvenstvo v vaterpolu prehaja odločilno fazo, saj bodo v drugem delu 4 najboljše ekipe odigrale le še po eno tekmo. V najboljšem položaju je Branik, ki se je že zagotovil igranje v finalu. Ker so mariborski akademiki remizirali s Koprčani, so nujno potrebovali zmago proti Kranjčanom, katere so na prvi tekmi v Kranju premagali za zadetek. V domačem bazenu so bili še bolj učinkoviti, saj so zmagali 7 zadetki razlike. Krizne minute so imeli v drugem delu druge četrtine, ko so dosegli le zadetek, Kranjčani pa 4. Ko se prepustiš nekemu počasnemu toku igre, zgubiš v glavi neko napetost, neko koncentracijo, bolj ful hitro pride do napak, tudi sodniki to opazijo, teže dajo, recimo kak faul, ko mogoče je bil, ne? Ampak pol se na srečo vse obrnilo, tega smo zmagali. Razen dela v drugi četrtini so Branikovci vse skozi narekovali ritem in na račun hitre igre višali razliko. Ta je po prvi in drugi četrtini znašala 2 zadetka, po tretji 5, na koncu tekme pa se je zaustavila pri 7 zadetkih. Dejansko so danes pokazali to, kar bi morali nekako od polovice sezone pokazati, kar smo bili kvaliteta. Danes se nam je to končno odprlo in upamo, da bomo to zdržali še naprej v finale. Glede na prejšnje medsebojne tekme so Kranjčani zelo dobro vedeli, kako morajo igrati, če želijo priti do zmage. Ker jim to ni uspelo, so doživeli visok poraz. Edina naloga je bila zapreti nasprotnikove kontre. To se je pokazalo, da smo zelo slab delali in večino golov smo prejemali iz naših kontrafaulov in nasprotnikov kontrih napadov. Ker so prišli Kranjčani v Maribor z desetkami, niso imeli pravih menjav in zato niso zmogli slediti ritmu, ki so ga izvajali vaterpolisti Branika. Za uvrstitev v finale državnega prvenstva, ki ga bodo pričeli konec naslednjega tedna, morajo Gorenjci jutri premagati Koprčane. Mariborčani pa morajo v Pristanu za potrditev prvega mesta ugnati Kamničane.
In še mednarodne novice iz sveta športa. Katalonski nogometni velikan Barcelona je z napadalcem Lionelom Messijem po 4 mesecih pogajanj vendarle podpisal novo pogodbo. Messi bo po novem na sezono prejemal 20 milijonov evrov, kar je 7 milijonov več kot doslej. Poglejmo še druge novice iz tujine. Obilno deževje in poplave so v Srbiji terjale vsaj 5 življenj. Na tisoče gospodinjstev je brez vode, več kot 100 tisoč pa brez elektrike. Že od četrtka veljajo izredne razmere pa v vsej državi. Dramatično je tudi v Bosni in Hercegovini, kjer so prav tako številni kraji odrezani od sveta, v večjem delu države, v vsej federaciji Bosne in Hercegovine, v okrožju Brčko in številnih drugih delih Republike Srpske, so v četrtek razglasili izredne razmere. Na pomoč so v Bosno in Hercegovino priskočili tudi pripadniki sil Evropske unije v državi, med drugim tudi s helikopterji. Deževje spremljajo za ta letni čas nenavadno nizke temperature, zaradi česar v višje ležečih predelih pada sneg. O velikih težavah zaradi naraslih voda poročajo tudi Slovaške, Češke in iz Avstrije. Združeni narodi so opozorili na alarmantno poslabšanje človekovih pravic na vzhodu Ukrajine, ker so vse pogostejši spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti. Na vzhodu Ukrajine prihaja tudi do skrb zbujajočega porasta ugrabitev in nezakonitega zadrževanja novinarjev, aktivistov, lokalnih politikov, predstavnikov mednarodnih organizacij in vojakov. Izstrelitev ruske nosilne rakete Proton M z evropskim komunikacijskim satelitom danes ni uspela. Že kmalo po izstrelitvi izstrelišča v Kazahstanu je zgorela v zgornjih slojih atmosfere. Raketa naj bi v vesolje ponesla evropski komunikacijski satelit vreden 21 milijonov evrov. Nagradni sklad na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 2014 bo večji kot doslej. Mednarodna nogometna zveza je sklenila, da bo za 37% povečala nagradni sklad v primerjavi s prejšnjim prvenstvom leta 2010. Novi svetovni prvak bo tako dobil 25,6 milijona evrov. Poleg tega je zveza odprla tudi poseben sklad, namenjen razvoju nogometa v državi prirediteljici. V njem naj bi pred začetkom prvenstva bilo 100 milijonov dolarjev. Za tak način vračanja sredstev v Brazilijo so se pri FIFA odločili tudi zaradi očitkov o zapravljivosti prirediteljev, ki so milijone vložili v drage nogometne objekte, zanemarili pa socialo in šolstvo, zaradi česar so v preteklih mesecih protestirali številni Brazilci. Še vreme. Okrepljen severni veter bo postopno slabel in po noči ponehal. Jutri bo pretežno oblačno, le na zahodu občasno delno jasno. Ponekod v vzhodni in deloma v srednji Sloveniji bo občasno deževalo. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Nekoliko topleje bo, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Hvala za pozornost, ob 20. uri pa ne zamudite še večernih novic. Lep konec tedna vam želimo in nasvidenje.